V glavnem cast loader 840 dizel. Ampak tega ga rabimo, moramo divati, tako da v njem bom povedal malo kasneje. I'm gonna sing my lullaby. Gonna sing my lullaby. Sing my lullaby. Pa vam pa eno tipko te, pa vklopam 4x4, pa to leče kabak. Ne vem, čakaj, zdaj kje nimam. Se pople, kliknem. Pogle. Tole pa na ful. Ampak to ne rabim. To mora biti za pocest, če se ta pisma di. Dvajset na uro gre, čeprav feeling je, da gre še več. To je nov model, obstajajo tudi manjše številke, tiste se pa najbolj pozna pri opremi. Je pa to italijanska znamka, tako da so tudi komponente not majhen huj, malo bolj kvalitetne. Cena je tudi malo bolj kvalitetna, točno ne vem, koliko je, najbolje vprašate Armaxa, njega, ki mi je tudi tola stvar posodil, tamle še šnevka je. Noter je kubotin motor, 26 konjov, sama zadeva je težka tono 260. Brez priključka seveda. Dvigne spredi, tlele pa če teleskop skup, tudi tono 200. Ampak če čez tono 200 dvigneti, je pa že majhen lahek in je treba zadaj obesiti, če malo uteži. Tlele se vka prišraufajo dodatno, pa na stran, tako da malo na teži dobi. Noter je hidravlična pumpa, kasapa, 46 litrov pretoka, pa poklejn pogoni. Komplet pogoni so tudi hidrostatski in zdaj, če se to nek nagne ali pa če zakoplje, ali pa takrat, ko sem se vkup not zagnal, se je tudi že na posnetkah prej videl, pritisnem tipko in se zapre diferenciale, to se pravi, vse 4 bicikle naenkrat vlečajo. Ne mene vprašati, zakaj to okrog cevi dajemo, to so pripeljali. Mislim, da je ful dobro. Zakaj bi lepo zbagram skipov, a ne, če imam lopato. Pa še ta ravno. To ne tišem se, kaj pa kaj drugega. Najbolj, da grem po vas Arvago pa meter, sej. Dokler ni tema, lahko delamo, tudi če daš pada. Bager lahko sem pripeleš. Pa te jaz stimulatorjem sploh matram, če imaš ti škarpo itak na višini. Ja, drugače škarpa na višini, a samo škarfe dol pomeriš. Sam jaz preveril, če je to sigurno, jaz to nisem Sem jaz nek sameril, se mi zdi zelo na nul. Zelo na nul, ja. Jaz se kva gre bez pohosti pet tihor. Ja. Pa ne bo, da tele pokrivemo odprem, zato so dosti enostavne in res za vzdrževanje pa to ful pregledano. Evo, tle se odpre z blatnika moret. Dostop do hladilnika,
razna hidravlična ventila, pa ima tle dostop do motorja. Oziroma ne, dostop do motorja je pa mislim, da je zica, se vidimo, dokaj prišla. Še en hladilnik, tle le še enega, da vidimo, dokaj bomo tle prišla. Fajn pa bo, če bomo človek mašinco, ampak sej, na roke hrli tako, sej imamo cajt. Prej je dež padal, tako da ne moram nič kaj dosti divati, je vse razmočen. Kaj še raufam flit na počas. Tole je za štrom ven vršt, komplet. Ne vem, če preko, da ga boš parkiral za cajta, da bomo slučajno kakšnega akumulatorja na kur. Evo, lik par akumulatorja smo to govorili. To je to, pa hidravličen olej. Pa je pa tle przica, se tudi pomika naprej nazaj. Tudi volan je nastavljiv, gor dol. Pa sta pa še tle zadaj dva šraufa. Zdaj ta lezica se sam dol stakne, ne? Pa ta kabel bo kao staknil, pa bi prišel čist do motorja, ampak dele nam obenega servisa deval, se tiha nam šel, bom samo na prvem bližnje dvignil. Da se bomo bolj vidva. Tle pa je komplet dostop do motorja. Do kubote motorja. 3 cilindrci, evo, dejvamo. 1, 2, 3. Drugače je kar dostopen, no, tako bom rekel. Recimo ule moj bager, ki ima tudi kubotov not, ni tako dostopen. Da moram pa jaz to se zašraufati nazaj. Da vidimo, kako to deluje. Reč. Dober. Tak dober občutek. Evo. Gas ima. Čas. Aj se danes je že vozil, že gre. Pa človek navaditi, ker se ne pregiba in je ena guma zdaj le čisto v zrak, jaz sem se že skoraj pokakal. A da bi rizel na okolče? Kaj? Rizel! Kam? Kol! Zakaj? Kaj tam ti material? Da moram kar nekaj po svoje deva. Dobro, se bo, po mojem bo še vse dobro narejen, ampak on spet prav dolgo študira, pa ne vem, pa to pa hun pa razmišlja. Danes ima pa toliko medika, da je treba danes vse narediti. Sploh nimam cajt, da vse pomisliti, kam pa kako mora kaj iti. Ga mi smo odzignili, da še malo teleskopa puvamo. Do konca vlep dvignem, pa če teleskop ven stegnem, dvigne 4 metre. Pa kakor se vidi, ima paralelen dvig. Sem tole pa ne vem, če 4 metre. Bolje takole naredim. 3 metre dvigne do vrh plate, tiste za priklop. Spodaj do tele šafle, oziroma kakor bi tudi kakšne, recimo paletne vilice pa to prišle, je pa 2,55 m približen. Samo to je zdaj spet odvisno. Jaz zdaj stojimo na neravnemu terenu, še bolj je tudi odvisno, kakšne kolesa so gor, kakšni bicikli. Zdaj imamo tale traktorski profil gor, 12-colske so. Opcija je pa kaj drugega tudi gor natakniti, ne vem, travo ne, pa je svem, kva še vse obstaja. Potem imamo pa tale teleskop, ga zdaj majhen not pa ven dajal. Teleskop se približno stegne, mislim, da je dobre 70 centi. Ja, kaj je, ne 75 centi se
stegne ven, tudi lightinge pa to so fajn zaščitene. Videti je zelo kvaliteten narejen, tudi šva so dosti pojačan. Spredje so tudi dodatne linije, stropolno vtičenco, za kakšno šprico, metlo, mulčar. Tlele gor gre toliko priključkov, da je to noro. Mislim, da je okoli 50 priključkov se v kaj dobi. Gonna sing my lullaby. Sing my lullaby. Sing my lullaby. V kaj se ga ponudca za mrskaj. Tle ima dodatne linije, glede odpenjena je pa tudi dosti enostavna. Tlele se bolj ne ven potegne s temu in je šafla v bistvu odpeta. Ko je pa gor zabiješ, se pa zapne. Samo dele, mislim, da ni. Evo, zapet. Posod, ki se suče, so tudi puše, zamazati je. Kdor ima že ta vozi, sploh pri teh zadevah, če češ, da ni to vse ko iz lufta. Ne vem, koliko je v navodilah, ampak po mojem ne 8 ur je kar fajn. Zdaj dimenzije, koliko dvigne, koliko ima nosilnost tle, koliko ima nosilnost na koncu, koliko je širok, koliko je visok, bom kar eno skico not napopal pa naivno stav, kaj ga to zanima, ker drugače je to cel kapenih podatkov. Bom pa še širino pomeril s tem trenutnim biciklom, koliko je približen. 1,23 m. 1,23 m zdaj le zunanji kolotek, šaflo imam pa gor 1,5 m, tako da majhen širi. Osvetljenje je dobro, z LED lampam, spredi 2, zadnji 1. Zdaj ga pa malo zalomil. To, kar je tudi te zadeve, bistvo, da se zlom, zgibnik, da se zgiba, no, ne da se lom. Bom še en krog naredil na mest, da se vidi, koliko se to obrne. Dela tudi več komand hkrati, evo, stegem, dvigam, pelem se, vižam, kipam. V glavnem dvakrat je opet, da ima pojačan, tle je cilinder, tle noce lom sam za levo desno, nima pa prav unga prepogiba, da bi se prav prilagajal terena. Vse se prej na posnetkih videlo, tle, ker imam predvsem neraven teren, zato kaj je dosti tok, pa je hit zakoplje, ampak glih zato je pa tista tipka za zaporo diferencijala oziroma da 4x4 užgeš in takrat pa poj prileze, kamor češ. Tole je pa kesta za nafto. Fajn je, da ti jo ne zmanjka, lih takrat, ker si tako nek zasukan, lih kontra. Zdaj je dobro, če tako zasukan pa ti jo zmanjka, je v redu. Če si pa kontra zasukan pa da ti jo zmanjka, je pa majhen gužva za tankat. Se not števc, pa se gremo prej tankat, ne. Razen miks se nam je malo modiva, ne. Nam je pa počakal, kje je zmanjkal in lih nek na sredi bo zelo manj in smo mogli pa malo podaljšati. Še dobro, da imam une te plastične žlebove od bajte, smo kar folijo potegnili tle not, pa tle pa je nek čez, pa čez un žleb natankali ga. Tistih par litrov, toliko da je užgal, pa smo šli pa normalno naprej. Wanna sing my lullaby. Wanna sing my lullaby. I'm gonna sing my lullaby. Gonna sing my lullaby. Sing my lullaby.
Tlele smo še malo komande pogledali, drugače pa zvoto to. Se pravi, taka močna, robustna zadeva, kljub temu, da je majhen, se zapodiš v pesek, pa sploh se malo navadiš nakladati to šaflo, ki morbiti ni lihta najbolj za to zadevo mišljena, kar smo mi devali. Ker se enkrat malo navadiš, pa kad to 4x4 šponaš, zgasam v to pesek, to deva kabak. Nič pa imamo še tle komande pogledati, kako pa kaj je. Tle se majster pele naprej, tle se majster pele nazaj, pa kakor pritisneš. Luč spredi, luč zadaj, tlele je ročna, ki jo jaz nikoli nisem sploh uporabil. Zato, ker je itak hidrostat in tudi, če sem sam dol z njega skočil, tudi, če sem ga ugasnil, še tamle na breg gor, pa sem mu polknil šaflo pa vse, ni nikamor zlezel. Tako da, zaenkrat, ko pogona držejo, se ni nič zabati. To je gas, zdaj se dodaja, koliko češ, da je zadeva diva, pa imamo pa ta joystick, ki te ne ve z njemu, pač tudi divaš. Tle zadaj varnostna tipka, ki jo itak nekako držiš skozi. Pa imaš pa teleskop naprej, oziroma ven, teleskop not, to je za kiblo dol, za kiblo gor, nase, ven. Pa imamo pa tle zadaj to rdečo tipko. Nema smo že prej v mestu, ki je posnela, ne, ampak tle zadaj jo kliknem in držim. Je vklopljen 4x4. Je tipka za tisto letropolno dozo spredi, ki smo jo prej gledali. In kot primer, če bi mu spredi, recimo kakšno škropilnico za vodo, ne vem, zraven metle, da bi to hotel malo, da šprica voda ven, na elektropogon, tlele zataknem in šprica, dokler je tole zataknen, pa se obrnil ali pa bi nehal, dam pa na nulo in je fajn ugasnil. Ne treba nič iz njega dol hoditi, no. To je point. Pa sta pa ta, rumena pa zelena. To je pa spet tretja linija. Tiste lightinge spredi, ki sem kazal, tiste spojke, ki so dodatno potegnjene, momentalno lahko vklopiš tretjo linijo. To je pa spet za ne vem, karkoli, ali bi mu kakšen grajfer spredi, mulčar. Mislim, da se še celo štemarca dobi za to zadevo, nisem čisto siguren, ampak tudi smo pa lahko tlele štemaš. Poleg teh dveh knofov se pa tale tudi zatakne, to je pa za stalen pogon. Če pomislimo na metlov, mulčar, kakšen mašalc, tista reč, ki ima spredi hidromotor, da se s temu zatakne. Tole je. Hupa, ta hitre brzine, ta počasne brzine, to je pa za plavajoče. To pa tudi lahko recimo pokažem zdajle hitno. Zdajle imam plavajoče izklopljen in se bom jaz s tem lahko dvignil. Če to vklopim, no pa nič, lahko še bolj držim pa navšel kamer. Recimo, ko se kaj kidak, ali pa se cesto, da bi jo šel držati, da nam preveč v tla tišel, bomo tega pržganga, da je pač sam lastna teža pritiskal tla. Pa lej, kva ima še, gretje zica. Gretje zica, eno vtičnico za fajercajh. Da se dobi tudi zaprto kabino. Nisva še cel poštukala, zdaj jo moram pa odkopati. Dosti ročnega dela si naredimo sami. Ale, čist malo. Ja, nič furamo. Lej, vse stroje imajo luči, tako da vkadivamo. Tu pač za zagnanka tam nazadej. On ima še čelko gor, za vsak slučaj. Veš, ka če sem sprevrnil, sem smer na not. Ti kar streti. Kurva spogumati. Pač pa jaz. Za tole voziti šoder, ali pa dizel, pa to sem pa kaj, je super. Se fajn obrne, skipaš kaj je treba, ni treba veliko boj prematavati. Na teleskop še super pride. Ja, definitivno. Imaš še to še materijala, Tomaš, no jaz sem v bistvu smo ga popreveč pripeljali. Glej ga komando. Dobar te ročne drži. Tlele pripeljem fleten tega frezenca, drugače je voren klanc. Se na kamer si tako ne vidno, ampak stegnem, našafljam. Za tako reč, ko jaz tlele deva, me toliko prav pride, da brez njega bi kar malo bolj gagal. Ali pa mogo šajtrgam voziti, ali s čelenmo. Sam s čelenmo je težava s traktorjem,
ker je velik, ne obrne se ne moreš ne vem kam vse prideti, ali pa z bagerjem, sem ti je pa tudi počas. Če že kipati ne morem, saj podam ohka, skoraj kamorkoli in našopam not. Je pa tudi malo navaren za zvrniti, no, ti si pa treba jih namerkati. Kateri je bilo mesto? Evo, že rešen. Zadnjih smo nasipali, ali pa za kakšen pesek za obsip cevi voziti. Tisti, ki smo imeli rizel pa to. To je majka, tam smo imeli kup, zadnji smo devali, s tem je en vozil, kipov dokaj na mest in špica. Tudi za tale materiale, kakšen je drugače to je smotan za nakladati, kaj ne vem kva. Tile kuhlje not, šodar, pa je bil tako dober, smo ga tako ponudili. In tako rekel, Armax, hvala lepa, da smo ga posodili, prav mu je prišel, da je bolj ne pomohal, če tega ne bo mogli več šajtrko nositi, ali pa z bagerjem prav počas prekladati, ali pa ščelen mu v traktorja, sem ti se pa že prevelik, niti ne sploh kaj le zadnji prišel. Za ceno ne vem, koliko pride, ampak najbolje se pozanimate pri Armaxu, tamle iz Češnjevka. On je zastopnik za Kastlaudarja. Pa Vorki Kvada, to je pa mlajši bratec od tega, ker sem ga pa približno en let nazaj snimal, imate pa tudi na YouTube video. To je pa una zadeva, ker zadnji imaš le komande, pa zadnji stojiš, ne sediš. Obstaja pa še več zadeva. To se pravi, jaz zdaj tle sedim, pa se spredi zavija. Te velik Kastlaudar, pa mislim, da spredi zdiš, imaš pa sam zadek za vtež, pa za motor, pa za te zadeve, ampak tam moraš pa spet feeling dobiti. Zato, ker tam se ti šaflo sučeš, tle se pa šafla ločeno suče. Izredno priročna zadeva, tako bom rekel. Saj, ki ga imaš, ga kar ponucaš po mojem. Vabljen tudi na Bobnar7.si, po kakšno culo, škorne, delovne hlače, majico, karkoli. Bil te dober nosil, en pa probo še kaj zanimivega posnet. Fan se majte. Živ!